Tekom enega leta ste napisala kar 3 knjige, 4. je pa v tisku. Kje ste dobila ta močan navdih? Ravno tale pokrajina, ta narava in ta vinograd s temi impozantnimi, čudovitimi skalami je na nek način zaslužen, da sem v svojem meditativnem stanju dosegla vrhunec in pravzaprav takrat mi je bilo sporočeno, da so moje knjige na poti. Dejansko, da je pot odprta, ker je pač še bila ena ovira v meni in tukaj je bilo v bistvu sproženo, energije so se sprožile in seveda začelo se je pisanje mojih 3 knjig, ki so res nastale v enem letu, skoraj manj kot enem letu, pol leta, če tako natančno pogledamo. Katera je bila ta prva? Prva je bila tale Modrosti celega sveta, ki je ravno začela nastajati takoj po moji, bom rekla, povezavi z mojimi vodniki v tem vinogradu, ko me je gnalo pisati domov. In od takrat naprej stoji tudi ob meni vedno računalnik, ki je vklopljen, da kadar sem poklicana za pisanje, takrat moram pisati. Prva knjiga je naslov Modrosti celega sveta, dejansko ruši vse tisto, kar smo naučeni, na nek način kaže ljudem ogledalo vsega tega, kar smo prinesli iz družine, iz, bom rekla, vzgojnega procesa in seveda v tem jaz vidim včasih problem oziroma sama knjiga odpira ravno pogled na to, da smo ljudje večkrat sami sebi problem in seveda rušim ene stvari, ki so v nas tako globoko zakoreninjene, tako da jaz rečem prvi knjigi kar revolucionarna knjiga zame in pravzaprav bom rekla, včasih ljudje naredijo napako in iščejo v meni, torej mene v tej knjigi in so pravzaprav s tisto Barbaro, ki jo poznajo, malce razočarani. Zakaj? Kajti knjiga je res ena resnica, univerzalna resnica, katera bo šla ne samo po Sloveniji, ampak tudi po celem svetu. Zato tudi želja in seveda namera, da se te knjigice prevedejo tudi v tuje jezike. Tale prva je že prevedena v srbo-hrvaški jezik, potem tudi v nemščini jo že dajemo ljudem, tako da se lahko ozaveščajo in glavna naloga oziroma glavni namen mojih knjig je, da bodo te knjige kot učbeniki, da jih bodo ljudje lahko brali večkrat. To se pravi, da ni moja namera, da nekdo kupi knjigo in dejansko, da jo jaz prodam in da on potem odide, mene ne briga. Jaz sem zelo srečna in se mi zdi, da takrat bo moj namen dosežen, zakaj to pišem, ko bodo ljudje to knjigico vzeli za svojo knjigo, katerokoli prvo, drugo ali tretjo, ni potrebno, da se berejo po vrsti. Jaz nikoli ne rečem, da je treba za vsakega, da mora začeti s prvo, ampak katerokoli začuti lahko vzame zase. In bom rekla, da te knjige pravzaprav, kaj zagovarjam pri teh knjigah? Enostavnost, preprostost, kaj je tudi zelo pomembno, da so pisane z velikimi črkami, da lahko berejo vse generacije, bom rekla, od upokojencev do vseh mladih. In v tiskarni, kjer sem tiskala, so že sami rekli, da je to učbenik in dejansko tako knjige tudi koncipirajo kot učbenik. Vse 3 so dejansko pisane z vodniki in jaz sem kanal. To je mogoče tako na svetu malce težje razložiti, ker ljudje tega vsi ne razumejo, zakaj, vendar sem izbrana. To izbranost sem čutila že kot majhna deklica, ker sem vedno govorila, bom pisala, vendar nisem vedela o čem. Vedela sem samo to, da je moje poslanstvo pisanje, vendar nisem vedela, s čim se bom še soočila. Tako da zdaj pa je tukaj moje srce, moja duša odprta. Moja namera je seveda še ni izpolnjena, moja namera gre naprej, kajti zavedanje je neskončno in jaz tudi pišem o zavedanju. To je zelo široka beseda, ima zelo močan pomen, to se pravi, da vsi ljudje smo v določenem zavedanju v tem trenutku. Zavedanje, pa tudi jaz to karakteriziram lepo, že v prvi, potem v drugi knjigi, je pot k sebi. Se pravi, k nam, v naš hram, v našo dušo. Marsikdaj smo v življenju odvedeni od sebe, vendar, ko se človek spet najde, ko se dejansko sploh začne iskati, kdo je, kaj je njegova namera na tem prelepem planetu Zemlja, potem je dejansko na pravi poti.
veliko, bom rekla, nasplošno življenje, tudi tako sem jaz čutila ves čas, nas oddaljuje od tega, da pridemo k sebi, zato tudi govorim potem v 3. knjigi o frekvenci odnosov, se pravi, da smo ljudje pravzaprav na različnih nivojih zavedanja in mogoče, ko se včasih srečamo, zelo lepo funkcioniramo, ko pa pride, da se nekdo tudi za partnerski odnos ali kogarkoli, prijateljski odnos, lahko nekdo gre na višjo frekvenco, tisti na višji razume na tistega na nižji, vendar tisti z nižjo ne razume tistega na višji. In to je največkrat problem konfliktov med ljudmi, zato tudi izpostavljam dejansko. S prvo knjigo vržem kost, da ljudje začnemo malce, da nas malce, jaz rečem, kot da vas priklopim na vtičnico, da nas malo strese, elektrika, da se prizemljimo in potem začnemo sebe spraševati, zakaj se mi dogaja to, zakaj sem recimo, ne vem, zbolela, zakaj sem padla, zakaj se mi je porušilo vse zdaj v življenju trenutno. Se pravi, da se začnemo spraševati, kaj je tisto v meni, da me je do tega pripeljalo. Da ne iščemo vedno, kot smo tako naučeni, iščemo problem izven sebe. Kdo je kriv, ta nihče ni kriv. Seveda, posledično je tudi okolica dosti lahko sokriva, da mi ali gremo na boljše, ali gremo na slabše. Seveda to je odvisno, s kom se družimo, kako funkcioniramo, spet frekvenca odnosov. In seveda, če je okolica destruktivna, potem je lahko velik problem za nas. Še bolj tonemo v nezavedanje, jaz temu rečem. Če pa je okolica stimulativna, da nas stimulira, da nas spodbuja k rasti, recimo, zato sem dostikrat tudi jaz nerazumljena, ko govorim o svojih knjigah, ko govorim o tem, da sem povezana z vodniki, me ljudje malo čudno gledajo, vendar jaz sem vesela, da se bo s časoma to tudi prebudilo v ljudeh, da bodo začeli gledati izven okvirov, v katerih smo vzgojeni. Tako da mislim, da bo to prav kmalu in da bodo te knjige tudi delale na tem področju. Močno je prisotno tudi v teh knjigah, to moram tudi iz srca povedati. Knjige so zdravilne. To bi zelo rada povedala. Ni to, bom rekla, zato, da jih jaz prodajam, ampak vam iskreno iz srca povem, da ko knjigo položimo k prsim, nas tudi zdravi. In to so mi že zdaj potrdili marsikateri ljudje, ki so pač vzeli knjigo, so jo začutili. Zato je ta knjiga, vse 3 knjige, 4. je zdaj v nastajanju, oziroma je že nastala, je pripravljena za tisk in nosi naslov Človeštvo na poti k zavedanju, ker 2. je Kako zavestno živeti sedanji trenutek in 3. Človek, energija. Vse je prepleteno, tudi to, da sem prišla v tole naravo tukaj, kjer je, bom rekla, kjer se čuti mir, kjer je ena milina, eno življenje, ena čist druga dimenzija. Jaz vedno govorim, da sem tudi doživela eno drugo dimenzijo svojega življenja in da sem zato zelo, zelo hvaležna. In iskreno rečeno, najbolj bom srečna, ko bodo ljudje razumeli moje knjige. Ne samo, da jih bojo brali in mogoče ocenjevali, ja, to pa je tako. Ker tudi jaz, kot Barbara, tista, ki stoji za določenimi besedami, je rada preprosta, enostavna. In tako jaz mislim, da je tudi naše življenje, če ga ne zakompliciramo. Ko mi življenje zakompliciramo, potem si seveda kaj povzročimo, posledično veliko problemov. Problemi so pa vzrok za vse težave, za blokade, bolezni. In to tudi nekako učim na svoj način, preprost način, da ljudem povem, ljudem vsega profila, ali izobražene, tudi, bom rekla, tisti, ki so z nižjo izobrazbo, tukaj ni nihče, tu smo samo ljudje. Moje knjige so pisane samo za ljudi. Tukaj ni titul, ni doktorjev, ni tistih bom rekla, pač drugega, ne vem, ali delavca ali kdorkoli. Jaz nikogar ne šikaniram, nikogar ne želim omalovaževati oziroma žaliti. Tudi cerkev, čeprav pišem določene stvari tudi kar direktno, nikogar ne želim s tem, bom rekla, prizadeti oziroma žaliti na ta način, vendar na drugi strani odpiram vsem možnost, da se lahko vsak spremeni, kajti edina pot v življenju je spremeniti sebe. Drugih ne moremo. In knjige so pravzaprav izhodišče, da lahko začnemo spreminjati sebe, moje knjige. In zato bom rekla, da je
pravzaprav meni zelo zaupana velika naloga in se tega vse bolj zavedam. Na začetku se še nisem toliko, zdaj pa vedno bolj, ker so knjige, ker zdaj že v nastajanju 5. knjiga, ker me moji vodniki dobesedno preganjajo in moram pisati. Nišče drug, to je pač povezava, ki jo imam, ker sem pač kanal za to, me preganjajo, da pišem, da ozaveščam ljudi. To je dejansko moja namera, moja naloga. Zdi se mi, oziroma srečna sem, ne samo, da se mi zdi, sigurno je potrjeno, da sem v tem našla sebe in da bom na ta način tudi lahko pomagala ogromno ljudem, da bodo prišli čisto iz sebe do svojih lastnih rešitev, ker meni ni smisel knjig, da jaz dam knjigo in da rečem človeku, zdaj me pa peljem z roko, primi me za roko in greva in ti jaz delam namesto tebe. Čisto nič. Vsak se mora soočiti sam s sabo, ima orodje, s katerim bo lažje, ima tudi mene, tudi da se lahko pogovorimo karkoli, tudi zaželjeno, če kdo karkoli želi vprašati, seveda sem na voljo, če nekdo drugače razume, kajti tudi opažam na predavanjih, kjerkoli se pojavim, večkrat ljudje poslušajo, vendar jaz vedno povem poslušalcem tudi vprašanje, kaj slišite. Vsi poslušate, pridno, zbrano, vendar vprašanje, kdo kaj sliši, na kakšen način sliši. In tudi poudarjam vedno znova, ker tudi tako jaz gledam na življenje, da so pravzaprav najenostavnejše stvari najkvalitetnejše. In zagovornik tega, bom rekla, zagovarjam tudi skozi svoje knjige, zato so moje knjige pisane pravzaprav preprosto, enostavno. In ta enostavnost me bo spremljala ves čas. Seveda, sama vsebina se menjava, sama vsebina gre tudi v štric mojemu zavedanju. Jaz pa rečem, zavedanje je neskončno. Neskončno, zdaj sem nekje na začetku svoje poti, ne vem pa, kam se me še bo pripeljalo moje zavedanje. In tukaj ni zaprtih vrat. Nikomur ne zapiram vrat, vedno odpiramo vrata. In zato mi je dragoceno tudi to, da ljudem knjige odpirajo tudi srce. Se pravi, da bomo iz srca začeli ljudje se zahvaljevati. Recimo, jaz govorim tudi o hvaležnosti, o iskrenosti. Recimo, nas učijo, oziroma so me učili tudi mene včasih, veš, ni predobro biti iskren. Jaz nažalost se s tem ne strinjam. Želim biti iskrena, najprej do sebe, ker če se do sebe bodo tudi ljudje verjeli in zaupali in dejansko takšna je moja življenjska popotnica, da sem iskrena do tega, kar počnem in zdaj zadnje čase tudi sama ozaveščam in se sama sebe spoznavam še bolj, sem hvaležna za vse, kar se mi je zgodilo v življenju oziroma hvaležna za vse ljudi, ki sem jih srečala, tako v preteklosti, tako sedaj. In ko človek odvrže s hvaležnostjo, ko to zavesti in ko odvrže zamire, krivde, jezo, ljubosumje, ki so najhujši kreatorji našega slabega počutja, blokad, bolezni, potem mislim, da je človek osvobojen. Takrat, ko se vsega tega dejansko osvobodi, smo pravzaprav na zelo dobri poti osvobajanja. To pomeni, da ne zagovarjam tistih ljudi, ki rečejo, Barbara, kaj misliš, da boš spremenila, kaj boš naredila na tem svetu. Jaz rečem, če že delček prebudim v človeku, da že kapljice ljudi, kapljica za kapljico, se združi v lužico, lužica v večje jezero, jezero v morje in ocean, mislim, da smo močnejši. Tako da dejansko treba začeti zdaj, pri vsakemu posebej, ni tukaj zdaj, da gremo mi samo na maso, ampak vsak človek, če se tisti, ki so seveda, ki želijo narediti nekaj v svojem življenju, se tudi ozavestiti oziroma uviditi določene stvari, tisti smo na pravi poti. In zato obstaja vedno možnost, vendar jo človek mora tudi dopustiti, mora si dovoliti, da je pravzaprav, da začne iskati sebe, da ni odveden od sebe, ampak da gre k sebi, ne v stran od sebe. Zato pa seveda je treba biti hvaležen za vse tisto, kar se nam je zgodilo v preteklosti. Jaz se zahvaljujem za vse tisto, kar sem doživela kot bolezni, kot razdor, kot nerazumevanje. Zdaj mi je jasno mi je, ko opazujem, ker sem se dala v vlogo opazovalke, ne sodim več. Včasih sem tudi jaz sodila, vendar zdaj vidim, da ko sodiš, takrat si sojen sam.
In dejansko tako je v življenju. Ko sodimo, nam je naslednji trenutek že dano, da nas v življenju pravzaprav preseneti situacije, ker bomo ravno mi tisto, kar smo bili prej mi v vlogi sodnika, bomo zdaj v vlogi akterja, kar mislim, da je dosti težje. In potem ljudem večkrat, ko razlagam, rečejo, vse to je pa res, ne. To je pa dejanska resnica, tisto, kar sodimo, se nam lahko zgodi. Zato sem se jaz zdaj sama pri sebi soočila s tem, da sem zadnje čase opazovalka, nisem tista Barbara, ki bo sodila in govorila jaz pa jaz. Ne. Tudi jaz ne bom nikomu rekla, moje knjige so najboljše, moraš jih vzeti. Ne, jaz vedno rečemo, vsakomur pustim svobodo, vzemi ali pusti. Tukaj ni nobenih zadržkov, da povem iz srca, če začutiš, vzami z veseljem, jo dam naprej iz srca, naj ti pomaga, to mi je največ, kot sem rekla, da človeka ozavešča. Če pa ne, ni tistega, da jaz na silo koga hočem prepričati. Jaz v mojem življenju sem se odločila, nikogar ne bom vlekla za sabo na silo, kajti življenje je prelepo, da bi to počela. Ne moremo ničesar v življenju izsiliti, ne delati proti nekomu, tudi če je nekdo nasprot, torej se ne strinja s tem, jaz rečem hvala, tako pač je, vsak ima do tega pravico. In če bi se tu znali ljudje poslušati, če bi tu ljudje znali sodelovati, jaz mislim, da bi bilo dosti manj problemov na tem svetu. Če ne bi bilo laži, če ne bi bilo izkrivljene resnice, kot jaz tudi govorim o manipulaciji, sploh v tej knjigi, potem bi bilo dosti lažje in bi ljudje nekako tudi začutili, ker veste, hvaležnost iz srca, to je nekaj nenaučenega, to je ne tisto, ko rečemo tako čisto mimo grede, hvala. Hvaležnost iz srca človek začuti v sebi, začutiš kot en poseben občutek v telesu. Jaz vem zdaj, ko sem zdaj spoznala ene stvari, da drugače gledam na njih in seveda drugače doživljam tudi stvari in zato mi je zelo močno izhodišče tudi moč besede. Beseda je tako zelo močna. Slovenci imamo mogoče malček čuden pregovor, rečemo beseda ni konj. Ampak glejte, beseda ogromno pomeni. Moč besede je tako močna, lahko odmeva v globine, lahko odmeva po celem svetu. Glejte, kaj se je dogajalo v zgodovini, kaj so delali ljudje z besedami. S besedami so lahko tudi včasih ubijali, zato besede so še kako zelo močne. Ravno tako misli, ne? Mi mislimo, ja, pač če jaz nekaj mislim, si ne projiciram. Točno to, kar mislim, da sem, to sem. In zato sem se tudi to soočila s sabo, da zdaj sem tista Barbara, ki želim biti Barbara, ne tista, ki je nekje, ki nekaj sanja ali pa joj, pa nisem 100%. Vse, kar počnemo 100%, če ne 1000%. Zato, ker takrat, ko delamo 100%, takrat smo zvesti sebi. In ko smo zvesti sebi, potem smo tudi, bom rekla, en vzor, bom rekla tudi pravzaprav tisti člen, ki ljudi povezuje. In jaz nekako sebe čutim tudi tukaj, da sem en člen, ki povezuje in tako tudi dojemam knjige. Na tak način mi tudi povedo ljudje, da jih nekako doživljajo. In meni se zdi, da so to samo vrata, ki odpirajo še vedno nove prehode, nova vrata, nova obzorja, nova okna. Torej, vedno se najde okence, ki se odpre še bolj. In to mi je tudi tako zelo močan motiv v življenju, da si nikoli in nikdar pred nikomer ne zapremo vrat. Tudi pred nekom, ki nas je mogoče včasih prizadel, da nismo bili v obdobju, ko nas je nekaj prizadelo in potem, kaj je največja težava pri ljudeh, da zamirijo. Rečejo, ja, sej ne zamirjem, sam pozabila pa nikoli ne bom. Ne. To je isto, kot da rečemo, seveda nisem oprostil, ne, da nosimo neko zamiro in krivdo. In to nam je dostikrat bilo naprteno tudi tako, ali pa da smo bili kaj obtoženi. In lejte, vse to jaz nekako tudi sproščam s svojimi knjigami, da ljudem pač pokažem, da vedno obstaja pot, da lahko oprostimo. In ko bomo ljudje znali oprostiti srca, to je pa zelo, moram reči, kar ena umetnost pri človeku, včasih, veste, so enostavne stvari najtežje izvedljive. Knjiga ste opremila s fotografijami skal. Kaj za vas
simbolično te skale pomenijo? Te skale so zame že od vsega začetka, kar sem prišla pred 7 leti v ta vinograd, vinske kleti Solari, nekaj posebnega. Zakaj? Zato, ker so tako posebne, tako izoblikovane, tako, bom rekla, nepojemljive, človek si jih dejansko ne more nagledati, ker je kot da jih je narava na en poseben način izoblikovala in tako je tudi naš trenutek. Jaz primerjam te skale z mojim trenutkom življenja. V tem trenutku sem takšna, v drugem trenutku drugačna. Tudi te skale, ko jih opazujem, ko sem jih tudi pofotografirala za knjige, v drugi in tretji knjigi so tudi te čudovite impozantne skale, vedno znova ugotavljam, da vsakič, ko pridem v vinograd, Božov vinograd, seveda so te skale drugačne. Ampak te skale so iz vinograda, ne? Seveda so iz vinograda, so izkopane, kar nekaj kubikov izkopanih skal, ki so neverjetne in ocenjujejo tudi tako geologi, da so iz obdobja eocena, torej takrat, ko je bilo tukaj morje, prekrivalo to področje morje in da so takrat jih tudi morje izoblikovalo, zato so tako krasne. Vendar jaz jih primerjam v kontekstu z mojimi knjigami kot trenutek, kot trenutek, ki drsi skozi prste. Če ga znamo ujeti zdaj, potem smo res v tem trenutku in občudujemo in, bom rekla, poveličujemo te skale, so res nekaj posebnega. Če pa nam za to ni mar, če živimo nekje nazaj ali pa naprej, potem pa res tega ne vidimo. Vi imate nekako občutek, da so te skale zdravilne, ne? Seveda, to so zdravilne skale. Vsake skale, ko se dotakneš, jo čutiš, jo dojemaš, jo te mirite, zdravite, odpira. Skratka, je veliko takih kotičkov, ko se človek lahko samo nasloni in ga umiri. Recimo, če je dosti naporen dan za nekom, pa da pride, da je več razburjen, če pridete do teh skal, vas pomirijo. Pomirijo in ste pravzaprav v tišini, miru, ki ga tu čutimo okoli in okoli, je sam mir in tišina. In to je tudi tako zelo blagodejno. Zato bom tudi še eno stvar rekla, ki tudi omenjam v knjigi. Vsi ljudje potrebujemo kdaj samoto. Ker samota ni osamljenost. Lahko je osamljenost, človek je lahko v množici ljudi, pa je osamljen. Vendar, ko gre v naravo, jaz mislim, da je tisti osnovni stik, jaz sem pač otrok narave, jaz sem odraščala na kmetiji in to mi je vedno v veselje povedati, zato ker sem bila od malih nog, bom rekla, tudi skupaj na zemlji, torej sem nekako čutila zemljo, sem morala tudi kar delati veliko na zemlji in tudi narava mi je bila vedno tista, ki me je pomirila, ki mi je dala nov zagon, ki mi je očistila na nek način. In te skale tudi čistijo telo, kot da si prenovljen, ko greš od tukaj. Kako je naslov še potem druge in tretje knjige in kako bo naslov četrte, ki je v tisku? Tole druga je Kako zavestno živeti sedanji trenutek. Tudi tukaj, kot vidite, je ena skala, ki je tudi prav posebna. Tale kamen, ki je trenutno v lastnikovi kleti, ki se tudi čudežno obrača, to smo tudi ugotovili. Drugače pa je ta knjiga, tako bom rekla, nekako za začetek jo tudi priporočam ljudem, sploh tako, kot imam občutek, jaz recimo, ko mi kdo reče, bi imel to knjigo, ne vem, katero mi priporočate, mogoče priporočam to drugo ali tretjo, ki je malček blažja glede na prvo, ker prva res močno napade, druga je pa tako že malo bolj z različnimi temami opremljena, vendar je recimo tudi zelo enostavna in jo tudi ljudje zelo preprosto torej jo razumejo, ker naj povem tudi to, moje knjige so kratke, jedrnate. To pomeni, da se vendar ljudje ženejo v to, da jih ponovno preberejo. Tudi če so stavki enostavni, besede enostavno zastavljene, je dobro, da preberemo večkrat te knjige. Se pravi, da jo dejansko na ta način dojamemo. Tretja knjiga je Človek energija. No, v tej knjigi se pa lotevam enih tematik, ki še niso nikjer napisane. Govorim tudi o dušah, odkot so duše prišle.
na to zemljo. Tudi jaz sem prišla od nekod, vsakdo od nekod pride, kaj ti ljudje smo si izbrali življenje. Izbrali smo si tudi svoje starše, kateri so nas rodili, kaj ti s tem, ko si tudi izberemo svoje starše, na nek način tudi pridemo ozavestiti svoje starše in se naučiti ene življenjske izkušnje, ki jo potem seveda nesemo naprej in v naslednja življenja. Zdaj bom rekla, tukaj je pa še napisano malo več o dušah, ki so pravzaprav iz več planetov prišle na našo zemljo in trenutno kaže zelo dobro, da se bomo osvobodili vseh tistih negativnih, zato se tudi toliko stvari v svetu spreminja, se čisti in zato je tudi, bom rekla, ta knjiga ravno namenjena temu, da ljudi malo na tem področju zavesti. 4. knjiga je pa tudi še, jaz rečem, vsaka knjiga gre malce višje, se pravi tudi glede zavedanja, človeštvo na poti k zavedanju, kjer bom pa govorila tudi o zelo takih zanimivih zadevah, predvsem bom dosti govorila tudi o ženski, ženska energija ni zastonj, kajti ženska energija je v tem trenutku zelo potrebna. To ne pomeni, da govorimo kaj proti moški energiji, seveda ne, moška je drugačna energija, je malo bolj časih destruktivno delovala na kakšne zadeve, saj veste, ampak ženska energija pa trenutno preplavlja svet. Se pravi, ženska ni samo mati, ni samo tista, ki mora rojevati, ki mora dajati življenje, oziroma tako pač je določeno, mora biti mati, žena, gospodinja, ni res. Ženske imajo tudi drugo nalogo v tem svetu, se vse bolj dogaja, da dejansko veliko mladih deklet ne more zanositi kakorkoli, ne more dobiti otroka in to povzroča cele travme tem mladim dekletom in tudi staršem, potem vsem partnerjem in tako naprej. Vendar jaz osvobajam ljudi v tem smislu, tudi ženske take vrste, da se naj ne obremenjujejo, da poskusijo to razumeti kot eno zaščito. Da jih je mogoče stvarstvo zaščito pred tem, da pač vse ne moremo biti mame. Tiste, ki smo hvaležne, da smo, tudi jaz kot mama govorim iz srca, da sem hvaležna, da me je izbrala hčerka, da imam takšno hčerko, kot jo imam in da sem presrečna, da mi je tudi ona učna lekcija. Kajti, veste, ko bomo dosegli starši to, da nam bodo otroci tudi učna lekcija, ker otrok je točno to, otrok nam hoče nekaj pokazati v življenju, nam tudi dati eno ogledalo, jaz se tega pridno učim od svoje hčerke že od malih nog in vedno znova ugotavljam, kako zelo so ti otroci, ki so rojeni, ki pišem tudi v tej knjigi, ta 3. po letu 2000 posebni otroci, to so novodobni otroci, ki jih večina prejšnjih generacij težko razume, rečejo, da so razvajeni, da niso več pozorni, da niso nič več prizemljeni in tako naprej. Vendar jaz govorim o novem tipu otrok, to so ti otroci, ki so naši, bom rekla, graditelji tega duhovnega sveta. Glejte, ker v principu, če bi človek želel biti res človek, bi bilo zaželjeno, da je 70% od 100% duhoven in 30% materialov. Vendar kaj človek, v glavnem, velika večina ljudi je ravno obratno materialnih. Jaz ne bom nikoli rekla, da material ni potreben, zato tudi bom zagovarjala, da material pač tudi moramo imeti, da živimo, vendar ne, da nas prevlada. Nekdo lahko ima denar, vendar odvisno, kakšno ima zavedanje, kaj lahko z njim počne, na kakšen način lahko deluje. Zato sem jaz zelo, zelo vesela, ker sem vedno živela bolj skromno in mi je ta skromnost na nek način dana, položena v zibko, bom rekla, zakaj. Vesela sem, da tudi takrat, ko imam veliko, znam deliti, znam iz srca podeliti in da tudi znam to ozavestiti, se pravi, da me ne odvede od sebe, ampak da grem k sebi in da sem do tistega, kar imam, hvaležna. In še kaj mi je posebno, da ničesar ne moramo kar tako, da enostavno pridejo trenutki v življenju, ko stopimo korak naprej, včasih tudi nazaj in je zelo pomembno, da ne živimo z nekim občutkom, da nismo vredni nečesa, oziroma veliko ljudi se počuti manj vredno. In jaz to pravzaprav zdaj še bolj v 4. knjigi to tudi poudarjam, da smo vsi vredni življenja,
da nikoli ne sodimo v tem, da človeka etiketiramo, ta je pa slab, nikoli ne vemo, kaj ta človek, kaj ta duša nosi za sabo. Ne? In ljudje smo zelo radi nagnjeni, torej radi sodimo, pa rečemo, ja, ta je tak in ne vem. Jaz bom rekla to stvar, da je zelo, zelo pomembno, kako mi opazujemo stvari, ljudi. Ni vsakdo za vsakogar in ni vse za vsakogar. Zato bodimo tudi ne sodniki, ne posplošujmo stvari, vsak človek je individuum in tudi izpostavljam v knjigah, da zelo pomembno je, da tudi otroke, odrasle, predvsem otroke tudi v šolah gledamo kot individualce, torej kot individume. Nismo samo ena masa in da je vsa masa enakovredna. Vsi smo kot ljudje. Jaz rečem, biti človek, to je enakovrednost za vse pravica in dolžnost, da smo tudi do vseh ljudje. Vendar, na drugi strani, pa ne moremo vse spraviti v en vzorec oziroma v en predal, vse skupaj dati notri in vseh zahtevati isto. Da kdo je boljši, ne vem, na področju slovenščine, jezikov, drug je telovadec, tretji je glasbenik. Eni so pa eni pa lahko vse delajo, vse počnejo, vendar to ne pomeni, da je nekdo drug slab, da imamo možnost, da pač naredi toliko kot lahko, ne da od njega nekdo pričakuje več. Ker glejte, tudi ko rečejo dobrota, dobrota je sirota, jaz rečem, zame to ne drži. Zakaj ne? Zato, ker dobrota je sirota samo v primeru, ko človek pričakuje, ko daje s pričakovanji. Ko daje brez pričakovanj, potem je dobrota nekaj plemenitega v tebi, daješ in takrat dobivaš. Jaz sem to vedno, moj princip delovanja je bil vedno takšen, da sem velikrat dajala, vendar nikoli nisem pričakovala, vedno sem rekla, saj to je življenje, ti kdaj poplača, ko sploh ne veš sam, niti ne veš, kdaj se ti to vrne. In dejansko to je to. Kar seješ, to žanješ. Zato bom rekla, vsi ljudje, ko se bomo tega začeli zavedati, potem bo to huda lekcija za nas same. Se pravi, bomo vsi vedeli, da je tukaj v nas srž problema, ne da iščemo vseh okoli nas probleme. In to so dejansko moje knjige. 4., ki je pripravi za tisk, je že lektorirana, samo da še nekaj stvari uredimo, da gre ven. No, med tem časom pa že pišem tudi 5., ker me pač moji vodniki preganjajo in je naslov 5. knjige Pogovori z vodniki. To bo pa tudi malce bolj konkretna knjiga, kjer bom tudi obelodanila, kako rečem z vodniki, na kak način, dejansko bo zelo zanimiva knjiga. Tako da jaz se že veselim tudi tiste 5. in še potem mislim, da jih še bo kar nekaj, ker tako kot je moje čutenje in videnje, tako bo šlo vse, bom rekla, v dobrobit nas ljudi. Jaz res najbolj bom srečna, ko bom razumljena, točno ko me bojo ljudje razumeli, kaj želim povedati, da nisem en človek, ki se mu je malo odpeljalo. Jaz bom rekla, sem zelo prizemljena osebnost. Kaj pomeni biti prizemljen? Prizemljen pomeni biti, da se točno soočiš z vsem, kar odgovorno počneš, da nisi ne v evforiji, ki te lahko odpelje zelo, zelo daleč in ne v depresiji. Prizemljen človek pluje in se zaveda vsega, kar počne, popolnoma zbrano in odgovorno. In tudi jaz pišem dosti o odgovornosti, ker to je tudi največji problem pri ljudeh, da nihče, pravzaprav veliko ljudi, ne nihče, smo ljudje, ki smo odgovorni, so pa tudi ljudje, ki so manj odgovorni, ne? In enostavno odgovornost prenašajo na nekoga drugega. Jaz se ne strinjam s tem, jaz se močno strinjam s tem, da vsakdo je odgovoren za vse, kar počne. Jaz sem odgovorna za to, da pišem knjige, da predavam, da ozaveščam ljudi in v tem čutim tudi veliko odgovornost in veliko nalogo, poslanstvo, ki ga imam. Dejansko moje poslanstvo je, da pišem in ljudem pomagam, da se lažje ozaveščajo in vidijo vse tisto, kar jih še čaka, kar je v njih. In kje se vaše knjige lahko dobijo? Knjige se trenutno dobijo pri meni, tako da v knjigarnah jih še zaenkrat ni, pa bodo tudi šle verjetno, ampak trenutno se dobijo pri meni. Tako da, če kdo želi, lahko pride do mene, kontaktira me in seveda pride do mene, lahko tudi organiziramo predavanja, to je tudi skozi predavanja, dosti zdaj tudi gredo knjige, ker pa če tudi predavam, enkrat tedensko imam predavanje na Primorskem, v Strunjanu, tako da če kdo tudi želi, lahko pride tja
in iz prve roke tudi spozna mene oziroma sliši predavanje, ker mislim, da je tudi dobro, da včasih ljudje slišijo in kaj je še posebnost mojih knjig, ko dam iz roke. Zelo sem srečna, ker pišem posvetila tudi po navodilu, nikoli ne pišem ista sporočila oziroma posvetila. Ne? Jaz opažam, da eni, ko imajo knjige, pišejo pač vsem isto. Ne? Jaz pa dejansko pišem po občutku, kakšno osebo, koga imam pred sabo, tudi napišem. In ponavadi so potem ljudje zelo hvaležni za to, kaj jim napišem, ker začutim, kaj moram nekomu, kot da dobim sporočilo, kaj nekomu sporočim, skozi nekaj besed, bom rekla skozi par stavkov, in ljudje to cenijo, so veseli tega spoznanja, da rečejo, točno ste mi napisala to, kar potrebujem v tem trenutku. Hvala lepa za pogovor, vaše cenjeno ime in priimek. Jaz sem Barbara Šmon.